Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Tine Križanič, Tine. Zdravo, Tine. Zdravo. Viš, danes pa si vklopljen. Ja, lepo. Če je Fras? Ja, no, čakali smo. En Avstralec je novi bumerang kupil, zdaj pa ne ve, kak bi starega Begberga. Ja, ne ga odloži, pa gre bek. Ja. Je to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnjo in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Marko in Tomaž sva torej v tem studiu na Glavnem trgu 2. Nedaleč stran pa se nahaja Matej Regent, naš kolega novinar, ki je torej na terenu in kje pravzaprav. Halo Matej, zdravo. Fras in Medvard, ne bosta verjela, dotikam se zgodovine in to rdeče zgodovine, ampak brez skrbi, ne gre za politično barvo, ampak gre za barvo legendarnega kioska K67, ki po novem stoji pred umetnostno galerijo Maribor. Več o tem pa Aljoša Kirič iz mariborske občine. Tako, dejansko legendarni kiosk oziroma kiosk, ki smo jih srečevali pred več kot, mislim, da 30 leti. Niso šli v pozabo, bili so odloženi in občina je na pobudo občanke preko participativnega proračuna izvedla obnovo. K sodelovanju smo povabili dijake Tehniškega šolskega centra, sodelovalo je več kot 100 dijakov skozi zimo, ki so z velikim veseljem obnavljali kiosk. Kiosk je v originalni rdeči barvi, danes postavljen pred umetnostno galerijo Maribor in že v petek ob 6. uri z predstavitvijo skupaj z arhitektom gospodom Mehtigom nadaljujemo z dogodki. V soboto pa vabim vse občanke in občane na otvoritev ob 11. uri na plato pred UGM. Toliko za enkrat, več pa v današnjih novicah. Lep pozdrav v studio. Hvala lepa Matej in jaz bi samo rekel izjemno vrhunsko in pohvalil vse, ki so pomagali zrihtati v nulo in postaviti in vse. To ravno sem hotel reči, da je zanimivo, ker ti dijaki verjetno tega v življenju niso videli. Ja, in je zdaj fajn, da so res, da so to lahko obnovili. Ne? Res je in mislim, da je super čas, da je spet en taki kiosk. Mogoče, Fras, kaj veš, bo drugi teden noter že pomfri? Ne vem, bomo videli. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 12 dobrih čez 13. Profesor Križanič, dober dan. Dober dan. Profesor. Kaj imamo? Danes je 5. ne? Ja. Predtem pa pride številke 2, 3, 4, ne? Ja, aha, Cinco de Mayo imajo v Mehiki. Ampak 2, 3, 4, veš kaj je? Ja, ne vem, zaporedje številk. Ali pa dni do Božiča. A ja? 234 dni do Božiča. Ne vem, zakaj sem zdaj to šel iskat. Prisežem dan. Ja, nekaj imaš ti s tem Božičem. Ja, to ima Jeger ima često. Se je mogel ti Božič pisati. Ne, mislim. Peter Božič. Imel sem eno, oziroma kolegica še, hvala Bogu, ki se je včasih pisala Judež, pa se je pol poročila za Božič. Sta prišla k župniku, pa rekel, če vas zabavam. Ja. Ok, gremo v leto 85 in sicer si bomo privoščili komad, ki ga že nekaj časa nismo slišali. Sudio. Kaj? Sudja? Sudio. Od Phila Collinsa, poznate? Ne? Ok, no bi. Sudio. Malo mi na neka druga liči. Najdemo na 3. albumu ta komad od Phila Collinsa, No Jacket Required. Govori o mladeniču, ki je zaljubljen v dekle z izmišljenim imenom Sudio. Sama beseda pa nima nekega pravega pomena. Phil je rekel, da se je pač izmislil, ker je šlo v uho. Znana je po svojem značilnem synthesizerju in takem full ritmu in je bila zmeraj nepogrešljiva na Philovih koncertih. Še kdo kdaj bil? Ne. Tudi jasno. Pa verjetno tudi ne bom. Sudio je ena izmed skladb, ki je vrh britanske lestvice zasedla skupaj z albumom, ki je kraljeval na obeh straneh Atlantika in to je nekaj,
kar ni kar tak. So redki, ki jim je to uspelo. Tako. Danes 75-letni Phil Collins zaradi zdravstvenih težav ne nastopa žal več, ampak je rekel, da ni izključena še kakšna plošča. Imel je ful probleme s kolenom, bil operiran ne vem kolikrat in zdaj menda to rešeno in mogoče bo pa še kaj naredil. Okay. In letos je bil kot solo izvajalec pred v Rock and Roll Hall of Fame, nedolgo nazaj, če se spomnite, skupaj z Genesis pa že leta 2010. Okay. Zasluženo, moram reči. Več kot zasluženo. Dragi Tomaž, Kaj je? prej sem napovedal eno presenečenje zate, če se spomniš. Točno. Ja? Ja. Ena ptičica po imenu profesor Križanič mi je prišepnila, da je nekaj prišlo ven. Tvoja odpoved. Ne še. In ker vem, da si oboževalec tega, kar boš dobil čez nekaj sekund, sem ti kupil. Kaj? Ali si pripravljen? Se ti kaj svita? Sendvič. Nekaj. Ne, nisi, zakaj novi sendviče bom prišel. Ja. Pa profesor mi je mogel povedati. Ne vem. Ni CD od Shania Twain. Anja, ti veš? Nimam pojma. Ja. Ok, si pripravljen? Ja. Čakaj. Mislim, da ti bo všeč. Zapri oči. Čakaj, ti bom dal v roke. Tak, zdaj pa lahko odpreš. No, kaj boš povedal poslušalcem? Ne. Čakaj malo. Diši? Spredi leto. Kaj si ti? Po novem, ne? Album za slikice za svetovno prvenstvo v fuzbalu 2026. Tako. Hvala lepa, Fras. In kaj je album brez sličic? Tomaž? Sličic. Wow. 10 paklov. 10 paklov. Enega mi lahko daš, da si zalepi. Kaj? Da z tebe ne zalepi. Je v album. Ne lepijo drugi v tvoj album. Tako. Daj. Moraš sam poševno, ne, da potem si na sebe jezni. Tako. Hvala lepa, Fras. Res. Ja, upam, da ga Kako lepo boš, darilo. Svetovno upam, da ga zelo. boš napolnil. A ne? Bom. Jaz nisem vedel tega. Jaz tudi ne. Vedela je samo Anja, čeprav trdi, da smo se o tem že pogovarjali. Ne vem, ne spomnim se morda, ampak 2-1, Anja, lažeš. slabo bi bilo, ker take stvari bi si zapomnil. Ampak, spoštovane in spoštovani, morate vedeti, eno dejstvo se je zgodilo danes v tem studiu. Namreč, Fras in Medvard šov, torej jaz, Marko in Anja, morate vedeti, da smo čisto vsi trije bivši fuzbaleri. Tako. Ja. Anja je znova presenetila, ne samo, da si veterinarski tehnik, da si najmlajša kmečka ženica, da si kuharica, vrtičkarka, čebelarka, Da si že oplojevala krave, svinje, ne vem. Semenjevala da si že. žlajdarka pardon. medu, Tako. mislim vse. Okay, dobro. Ob tem si še fuzbalerka, pa ne boljša kot jaz, da jaz na 1 leto pri Enka Dogoše treniram, ti pa 100 let pri... Ja, no, jaz sem sicer malo dlje, dobri 2 leti pri ŽNK Cerkvenjak takrat. Fantastično. Sicer pa sem igrala, mislim, da od 7. razreda v osnovni šoli, takrat pa še potem sem v srednji šoli igrala, smo imeli tudi ekipo, tako da v osnovni in v srednji šoli. Svetovno. ŽNK Cerkvenjak. Ja, torej. lep pozdrav vsem Bravo, kolegom. Anja, bravo. Zanima me še, kjeri položaj? Golmanka sem. Golmanka, kot Dejan. Ja. Kot Dejan in Julio Iglesias, vsi trije ste bili Koliko paradami si... Ja, ni štela zdaj, ne. No. Ja, to res. Ampak je pa verjetno ogromno krat preprečila marsikateri poraz, ali pa kaj, ne. Ste imeli kaki taki derbi? Jo, Proti kaki ekipi? Ne spomnim se zdaj tega, ampak vem, da v ŽNK srednji Čagona. šoli smo imeli veliko krat tukaj na lesarski šoli tekmovanja in tam je bilo kar napeto in goreče. Ja. Svetovno. Hvala lepa, Bravo, Anja. Anja. Torej, vsi trije v Fras in Medvard šovu smo bivši fuzbaleri. Bravo. Tako. Lepo zdrav vsem fuzbalerjem. Lepo zdrav.
Danes je 5. maj in ne boste verjeli, ker jaz tudi nisem zdaj pa, ker tako piše, ampak nisem vedel tega. Na današnji dan so leta 1922 v Fordov model T, ne, vemo, poznamo avto, vgradili prvi avtoradio. 1922. Več kot 100 let nazaj. So že imeli noter. Svetovno. 6 konjev v avtu, pa že ne, pune muzika. Pol si študiral tak, ne, že takrat so imeli avtoradio in sem razmišljal, spomnil sem se izjemnih časov, ko sem si prvi avto kupil, pa ne vem, vsaj kako leto nisem imel not avtoradia. Kaj? Zakaj ne? Ja, pač nisem si šel kupit. Pa ni ga bilo, ko si kupil. Ja, ni ga bilo, ne. Pač nisem si šel kupit, pa pol sem mislil, ko si ga bom tako rodil, zraven predtem si mi to vse vklopil, pa sem mislil, pa dobre. In kaj si eno leto delal? Ja, not sem sedel, pa se vozil. V tišini. Ja, in v prijetnem, neverjetno izjemnem zvoku Cliota letnik 94. Meni se zmeš. In če včasih sem komu posodil avto, so prišli nazaj, pa dobro, kak se lahko voziš. Ja. Sploh ti, ki si glasbenik in ljubitelj glasbe. Ja, ampak in novic in vsega. Ja, ravno obratno, ne. Imam zelo rad tišino. Tudi v novem avtu se včasih vgasnem, ker se mi ne da nič poslušati, ne. Okay. Drugače pa potem, ko je ta tišina začela biti prevelika, ko sem začel slišati svoje misli, sem se pa omislil, prijateljica Tina mi je posodila Discmana. Ja. In sem imel Discmana na sovoznikovem zicu, pa v uhah slušalke. Pa sem se vozil tak 100 let. Te bi mogli zapreti. Ko me boli hrbet, delam vaje za hrbet. Ne? Ok. Ne da bi jih vsak dan in redno, ker potem ne bi mogel jamrati. Res je. No in včeraj sem jih spet v dnevni sobi na tleh na tepihu. In ko sem končal, sem še enih 10 minut ležal na tepihu in gledal v strop, ker je bilo ful fajn. In sem razmišljal, ali še kdo to dela samo zato, ker je pač fajn in zakaj ne. Jaz osebno toplo priporočam, v prvi vrsti vaje za hrbet, potem pa tudi ležanje na hrbtu in gledanje v strop. Tudi za 10 minut, ker je to čas, ki je poseben in ne rabiš nič delati, nič razmišljati, samo ležiš in gledaš v luster in je fajn. Res je, Marko, in če bi se malo spoznal, tako kot jaz, na tiste modrosti azijske, kitajske, japonske, indijske. Ti pa si mojster. Ja, bi vedel, da je to klasično priporočilo za čisto vsak dan, da se vležeš na tla, že zato, da se povežeš z zemljo. Kot recimo, da bi hodil bos po travi ali pa to. To so vsa ta priporočila, tako da, glej, sam si prišel do tega. Wow. Ne morem verjeti. Lahko knjigo napišem. Res je, lahko bi bil Marko Buda Fras. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.